Trenutne cene odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v Šentjerneju niso oblikovane v skladu z uredbo. Elaborat o oblikovanju cen je vsebinsko pomanjkljiv in nestrokoven. Koncesionar ima zagotovljen kar 35% dobiček na dejavnost, občani pa bodo koncesijsko pogodbo, ki se izteče leta 2046, preplačali za skoraj 2 milijona evrov. To so le nekatere ugotovljene nepravilnosti iz analize stanja, na katere bi v šentjernejski občini radi dobili konkretne odgovore. Ne, te odgovore žal še nismo prijeli do sedaj. Ta VTE naš izvajalec je vzel veliko časa za ta odgovor, žal ga še nismo prijeli, da vidimo, kakšni so odgovori na očitane nepravilnosti. V skladu z zakonodajo mora koncesionar občini in občinskemu svetu posredovati vse potrebne informacije, poudarja Luzar. On je kot izbran koncesionar po zakonu nam dolžen dati vse najmanjše podatke in imamo pravico do vseh podatkov. Kadarkoli si to zaželimo, a žal temu ni tako. Ravnanje koncesionarja je župan označil za neodgovorno. Zakonodajo moramo vsi spoštovati, ni važno, ali je to nemška firma, ali je to slovenska, ali kdorkoli je. In pač to gre za javna sredstva in tukaj ni druge poti. Zaradi vseh očitanih nepravilnosti v Šentjerneju resno razmišljajo o odkupu koncesijske pogodbe, a bodo končno in za občane najugodnejšo odločitev sprejeli šele po temeljiti analizi vseh podatkov, ko bodo te seveda dobili. Ja, to pa bo res skrajni čas. Upam, da bomo zdaj v avgustu dobili odgovor. Občinski svet bo odgovore koncesionarja predvidoma obravnaval na septembrski redni seji.